SafeSea, podcast za starše. Večina teh orodij ima omejitev za samostojno uporabo 18 let. Izdelava teh modelov porabi enormne količine elektrike. Za neke majhne denarje, od $3 dalje, lahko ti neko sliko oblečenega človeka spremeniš v sliko slečenega človeka. Umetna inteligenca. Besedna zveza, ki se je v zadnjih letih prerinila med zelo pogosto omenjane. Vse več ljudi jo uporablja, pri marsičem nam lahko pomaga, prinaša pa tudi izzive in pasti. Kot vsaka nova tehnologija, ki se pojavi. Kako jo torej pametno uporabiti in na katere pasti moramo biti pozorni, zlasti, ko govorimo o rabi umetne inteligence pri otrocih in mladostnikih? O tem bova danes govorila z Markom Pušnerjem, sodelavcem SafeSea. Pozdravljen. Pozdravljena. Raziskave kažejo, da večina mladih danes že uporablja orodja umetne inteligence. Na katere načine jo uporabljajo, kaj vse počnejo z njeno pomočjo? Definitivno uporabljajo, to je prva zadeva, ki jo treba povedati. To tudi ena izmed raziskav iz lanskega leta, ki je bila narejena med srednješolci, je pokazala, da so dejansko aktivni uporabniki umetne inteligence, orodij umetne inteligence. Seveda govorimo o generativni umetni inteligenci. Zdaj, najbolje jaz predlagam, če imajo starši kakšnega najstnika doma, srednješolca, ga vprašajo, zakaj jo uporabljajo, pa jim bo največ razložil. Sicer pa mi opažamo, da največ gre tukaj za neke iskanje informacij, za pomoč pri nalogah, za pisanje kakšnih povzetkov, knjig in podobne zadeve, a na drugi strani pa tudi uporabljajo za generiranje kakšnih slik in podobno. Skratka, nekako uporabljajo, kot smo mi zaznali, za neke uporabne, koristne zadeve, seveda pa tudi za zabavo, za pogovor, recimo. MyAI je tak primer na Snapchatu, pa tudi konec koncev ChatGPT se zna zelo lepo pogovarjati. In ja, na nek način jih jemljajo lahko tudi kot prijatelj oziroma prijateljica. Moja prijateljica, umetna inteligenca, ker se z mano pogovarja kot človek. Pa jo večina mladih uporablja. Ja, sigurno nimamo sicer za osnovno šolo, še nimamo teh podatkov, oziroma še nimamo informacij dobrih, da bi lahko to potrdili. Srednja šola absolutno, mislim, da skoraj 96% jo je že uporabljalo vsaj enkrat, mislim, da okoli polovica jo kar mesečno uporablja, najmanj mesečno, ali celo pogosteje. Tako da ja, in v osnovni šoli, verjetno v zadnji triadi, domnevamo, da tudi se uporablja. Pač starejši, ko so, bolje to postane tudi zanimivo, tudi znajo, pravzaprav začnejo uporabljati, znajo se naučijo. Tako da ja, treba se zavedati, umetna inteligenca je tukaj. Ja. In seveda mladi so tisti, ki nove tehnologije običajno, sploh kar se tiče informacijsko-komunikacijskih tehnologij, najhitreje adaptirajo, zelo hitro adaptirajo, ker jih raziskujejo, ker jih privlačijo. Bistveno bolj, ker nas odrasle, ker recimo smo bolj okupirani z nekimi drugimi dejavnostmi, pa nam take stvari potem, bom rekel, v prostem času jih ne raziskujemo, ker mogoče smo z otroki, se družimo, s prijatelji in tako dalje. Mladi pa veliko časa preživijo na napravah zaslonih, na mobilnih telefonih in seveda si naložijo aplikacije, orodja umetne inteligence na telefon, in ugotovijo, da je to v bistvu zelo zanimiva in konec koncev tudi zelo uporabna zadeva. No, sej ravno to, kot vsaka nova tehnologija ima tudi umetna inteligenca določene prednosti. Je pa tudi res, da se razvija izjemno hitro, hitreje kot v bistvu utegnemo slediti. In jasno, mladi so tu prednosti pred starejšimi, za katere je osvajanje nove tehnologije v bistvu večji izziv. Marsikdo pa verjetno ne ve, ker običajno ne beremo pogojev uporabe, ali pa zelo na hitro, da otroci orodij umetne inteligence v bistvu ne bi smeli uporabljati, vsaj ne samostojno. Kako je s tem? Ja, treba je malo prebrati te pogoje uporabe, in ko smo mi šli to raziskovati oziroma brati, smo ugotovili, da večina teh orodij ima omejitev za samostojno uporabo 18 let, za uporabo sicer 13 let, vendar med 13 in 18 letom mora biti to z izrecnim dovoljenjem staršev. Predvidevamo, da se tudi razvijalci tukaj zavedajo, da ta orodja so še zelo problematična z vidika, da ne vedo,
kdo je uporabnik in mu lahko nehote prikažejo, napišejo neke vsebine, ki za njegovo starost niso primerne, a ne. In zato je ta meja 18 let, ne. Absolutno pa ne bi smeli uporabljati mlajši od 13 let, kar je pa sicer praksa pri vseh, bomo rekli, teh množično razširjenih spletnih orodjih, predvsem družbenih omrežij in pa aplikacijah za sporočanje, kjer je v bistvu omejitev 13 let. Mlajši od 13 let tega preprosto ne bi smeli uporabljati, potem pa seveda z dovoljenjem staršev v skladu z tudi zakonodajo lokalno pa z tako imenovanim GDPR-om, ne, ki v EU velja. Pa preverjajo ta orodja starost uporabnikov sploh? Ne, da bi mi vedeli, ne. Skratka, dejansko tebi se, za nekatera orodja se sicer moraš registrirati, tam mogoče to zahtevajo, pa se zlažeš, a ne, mislim, ni noben problem napisati, da si star, ne vem, 25 let, čeprav si v resnici 10, na primer, ne. To je en primer. Tako da nekatera orodja pa niti to, ne, jih pa lahko se jih da pa dejansko uporabljati brez. Greš na spletno stran in to je to. Pa mogoče še to, skoraj vsako od teh orodij, sploh taki, ki generirajo neke slike ali video, ne, imajo dejansko tako imenovano demo različico, ki je prosto dostopna in omogoča že kar veliko, da lahko z njo narediš, pri čemer se ti pa niti registrirati ni treba, ne, se pravi, čisto prosto dostopna, ne. Mogoče je treba samo odkljukati tisto polje, kjer se strinjaš s pogoji uporabe, ali pa niti to. Niti to, ne, pri nekaterih niti to ni potrebno. Če se dotakneva etičnih dilem uporabe umetne inteligence, en tak nekako slon v trgovini s porcelanom je zasebnost, ne. Torej, naprave z umetno inteligenco, ki imajo zvočnike, kamere, lahko zbirajo ogromne količine podatkov, recimo o družinskih članih ali pa konec koncev tudi o posameznikih. Kaj to pomeni za nas uporabnike? To predstavlja precej veliko tveganje za nas oziroma zelo velik poseg v našo zasebnost, pri čemer se tega običajno niti ne zavedamo, a ne. Vem iz literature oziroma iz poročil, novičarskih poročil, sicer že izpred nekaj let, ko se je Alexa uvajala, ne, to je od Amazona, pomočnik, ne, da dejansko so bili primeri, ko je Alexa, ker je Alexa ves čas poslušala, je recimo naročila pico in so dostavili pico, ne da bi kdorkoli v resnici to naročil, ne, zato ker je pač nek pogovor bil v stanovanju oziroma v sobi o pici in je Alexa to tudi narobe razumela in dejansko so naročili pico, ne. In s tem se je izkazalo, da dejansko to neprestano posluša in v bistvu vse se posname, vse se shranjuje, oziroma ves zvok, ki ga mikrofon te naprave zazna, gre na strežnike podjetja, kjer se obdela, da ga prepozna. In tam ga seveda obdela tudi umetna inteligenca, zato da prepozna govor in potem nekaj naredi, a ne. Se pravi, če vi date nek ukaz, a ne, se to tam obdela in potem se ta ukaz, ko ga stroj dobesedno, algoritem razume, ve, kaj je bil, ga izvede, a ne. In to je v bistvu tako zelo na nek način težko razumeti, ampak ko se ti podatki prenašajo izven našega okolja, stanovanja, recimo temu, našega osebnega okolja, na neke strežnike nekih globalnih podjetij, katerih poslovni model v resnici temelji na zbiranju osebnih podatkov in obdelavi in potem prodaji teh podatkov oziroma rezultatov teh obdelav naprej. Tak primer najbolj očiten je seveda Google, a ne. Takrat se moramo mi vprašati, a mi to sploh želimo, nam ne bo tega nihče povedal, ne. In seveda je treba tule upoštevati to, da pri vseh teh napravah, ne, je filozofija proizvajalcev čisto enostavna. Ali boš sprejel naše pogoje uporabe, ali pa naprave ne boš uporabljal. In seveda zdaj tukaj je tudi neki tehnični pogoj zadaj za to, ker če bi imeli možnost obdelave glasu in vsega tega na sami napravi, ne, bi potem ta naprava bila blazno draga, ker bi mogel biti to po vsej verjetnosti zelo zmogljiv računalnik, ne. Tako je pa v bistvu samo nek, bom rekel, zelo slaboten računalnik z nekim snemalnikom in pa povezava v internet, ki to pol posreduje s strežnikom, ki so pa izredno močni in to dejansko obdelujejo, a ne. In skratka, če se odločimo za take zadeve, se žal moramo
sprijazniti tudi s tem, da bojo pač določene podatke o nas zbirali, ne. Konkretno vse, kar bomo mi povedali. Seveda, če podjetje to ima lepo zaščiteno, ni nekih zlorab, načeloma ne bi smelo biti s tem nič narobe, če seveda podjetje upošteva veljavno zakonodajo, predvsem na področju Evropske unije, kjer je glede varovanja osebnih podatkov zakonodaja precej striktna, definitivno pa bistveno bolj stroga kot kjerkoli drugje na svetu, ne, kjerkoli drugi državi. Še posebej pa bistveno strožja, kot je v Ameriki, od koder večina teh podjetij izvira, a ne pa recimo s Kitajske, nekateri prihajajo, tam imajo pa tudi malo drugačen pogled na vse te zadeve, a ne. Skratka, to je problem in umetna inteligenca kot taka postaja tudi dodaten izziv, kar se tiče osebnih podatkov, ker konec koncev zbira tudi vse, kaj mi se z njo pogovarjamo. Spet govorim tukaj v primeru ChatGPT-ja, Copilota, Geminija, ki jih mladi uporabljajo, tudi MyAI, ne, in to se vse zbira. In zdaj, če ti začneš neke osebne podatke izdajati te umetni inteligenci, se bo to nekje spravilo na nekih strežnikih, ki se bo obdelovalo in mi ne vemo, kaj bojo zdaj z njimi naredili. In zdaj tukaj je treba pa opozoriti, če govorimo o teh klepetalnikih, ne, pri mladih je to problem. Ti klepetalniki lahko delajo psihološko sliko uporabnika. In že zdaj, že dlje časa velja, da recimo Google iskalnik, ne, še preden je začel uporabljati Geminija, ne, zdaj v bistvu Gemini, Googleova generativna umetna inteligenca je del iskalnika, ne, preden so to začeli uporabljati, je veljalo, da Google ve o tebi več, kot veš ti sam, ne, skozi vsa iskanja in to, kaj si ti delal, ne. Zdaj pa tukaj umetna inteligenca, ki vse te podatke bistveno hitreje in bistveno bolj poglobljeno obdeluje in dobi bistveno boljše informacije o posameznem uporabniku, ne. In seveda, zdaj bomo tako rekli, ne, če tega nihče ne zlorabi, bi lahko rekli, da je recimo, da to ni tako zelo problematično. Ampak, ne, ali zaupamo neki multinacionalki, ki gre samo za finance, se pravi samo za dobiček v osnovi, ne, da bo čuvala naše osebne podatke. Jaz mislim, da se veliko strokovnjakov strinja z mano, da ne, da jim ne smemo zaupati, oziroma ne moramo zaupati. Konec koncev imamo že dokaze iz zgodovine, ne, Cambridge Analytica in podobni primeri, ko so prodajali te podatke, tako da mislim, da res težko zaupamo. Ne. In ne samo prodajali so jih z namenom, da so lahko vplivali potem na uporabnike, ne. Šlo je konkretno za politične odločitve posameznikov. Ne. No, ampak recimo, če pogledamo na neko fizično zaščito, ne, zdaj tukaj mogoče se tudi starši sprašujejo, ne, kamero lahko zaščitimo z nekim pokrovčkom, recimo na telefonu, na računalniku, ne. Lahko na nek način nadzorujemo, kaj vtipkamo, kakšne ukaze oziroma vprašanja postavljamo recimo v teh klepetih. Kaj pa zvok? A lahko zaščitimo mikrofone? Mislim, na računalniku lahko, ne, pač izklopimo ga, v operacijskem sistemu ga izklopimo, ne, in ne bi to držali, ne, ker ga fizično dejansko ne moremo. Ne vem, mogoče ima kakšen računalnik, mislim, jaz v zadnjih letih nisem naletel recimo na prenosnika, ki bi to imel, da bomo lahko izklopil, ne. Če imamo pač tega, ki je v škatli, ne, se pravi na mizni računalnik, ne, ti v osnovi tako nimajo mikrofonov in jih priklopimo posebej, in če ga izklopimo ven, potem je pač mikrofon v resnici mrtev, ne more. Ampak ja, ne, skratka moramo tudi tukaj malo zaupati, ne. Večji problem so pač tisti, ki uporabljajo te pomočnike, a ne, recimo Siri na telefonih Applovih, ne, Alexo so že omenjala, pa Google ima tudi pomočnika, recimo, pa mislim, da Samsung, če se ne motim, ima tudi nekaj razvito. Skratka, to pa je problem, ne, in tule se mora dejansko vsak uporabnik sam odločiti, ali bo zaupal ali ne, oziroma jaz bi tako rekel, naj se te pomočnike vklaplja takrat, ko jih ti potrebuješ ročno. Se pravi, da ti na telefonu poženeš aplikacijo, izbereš, recimo Google pomočnik je tak, ne, da na telefonu lahko skretno ga poženeš, ne, pa je sicer neposlušan, naj ne bi poslušal, bom tako rekel, ne. Ampak se pravim, jaz se bojim, da interes vseh teh podjetij je po zbiranju čim več informacij in bojo naredila vse, da bi do teh informacij o posamezniku prišla. Na eni strani na pošten način, se pravi, da nas obvestijo, a ne, na drugi strani pa na nepošten način, ko nam dejansko ali prikrivajo zadeve,
ali pa povedo, ja, oziroma pogojujejo uporabo z določenimi, ne vem, zahtevami. Ne, spravi, primer je recimo pomočnik, tale Alexa, ne, če jo hočeš ti res prosto, lepo uporabljati, mora biti stalno, mora dejansko stalno biti vključena, poslušati, ne, da sliši tisto, kar mislim, da je, ne vem, kako je že za Alexa, ne vem, da za Google je bil svoje čase, hej Google, ne, da ta izraz zazna in da se potem odzove, a ne. Seveda je pa to praktično, ker lahko to narediš z drugega konca sobe, ne. Če bi imel gumb, moraš priti zraven pa fizično pritisniti, ne. Je pa vsekakor to bolj, kar se varnosti tiče oziroma zasebnosti, je to bistveno bolje, rešitev z gumbom, ne. Ja. Se pa spomnim primera, da je, mislim, da Instagram v enem obdobju uporabljal fotografije, ki jih uporabnik ni označil v telefonu, recimo, da so dovoljene za to platformo, ne, pa je vendarle so bile vse fotografije platformi na voljo, ne. Tudi to niso verjetno zanesljivi potem. Ne, je pa tako, a ne, vsaka taka aplikacija na telefonu zahteva dostop do določenih delov telefona, rečemo temu, ne, recimo do slik, ne. In čim vi neki aplikaciji omogočite dostop do slik, ne, ima dostop do vseh slik. Ne samo tistih, ki jih vi označite in rečete, ok, zdaj pa samo teh 5 slik recimo naložil na Instagram, ne. Ne, dejansko ima aplikacija dostop do vseh. In mi ne vemo, kot uporabniki ne vemo, kaj so programerji oziroma avtorji aplikacije vključili noter. Lahko dejansko prenese potem na strežnik od Instagrama samo tiste slike, ki jih označimo, a ne, ali pa, kot si povedala, ne, tudi še kaj drugega, ne, tisto, kar ne želiš, da gre. In to je problem in seveda imamo pa to dilemo, a ne, sploh pri mladih je to značilno, ne, vsi so na Instagramu, a zdaj ti boš ali ne boš. Ja. Ne, in imamo izključenost. Ne. In po drugi strani imamo pa pol tveganje, a ne, da pač pride Meta v tem konkretnem primeru do nekih podatkov na našem telefonu, ki mogoče mi ne želimo, da jih dobi, ne. Ja. No, vse, ko govoriva o zlorabah, ne, ena takih pri umetni inteligenci je deepfake, ne, oziroma tako imenovani globoki ponaredki. Kaj je tu pomembno opozoriti, na kaj morajo biti starši še posebej pozorni? Če govorimo o deepfakih, da pojasnim, to so v bistvu z umetno inteligenco predelane ali ustvarjene fotografije ali videoposnetki, a ne. Njihova značilnost je, da so tako dobro narejeni, da jih je težko prepoznati za ponarejene, ne. Posebna veja deepfakeov so tako imenovani deep nudi, ne, deep nudes. To pa gre za gole slike, a ne, in to je recimo med mladostniki potencialno zelo velik problem, ker zdaj si recimo izmenjujejo pač v sklopu recimo sekstanja, a ne, ali pa tudi konec koncev kdaj prek kakšnega izsiljevanja, ne, kar sicer je zelo problematično oziroma kaznivo, ne, ampak si izmenjujejo gole fotografije, ne, in pol v bistvu na tak način pride do zlorabe oziroma nasilja, a ne. Zdaj, s pojavom umetne inteligence, s pojavom deep nudov, deepfakeov in deep nudov imamo pa problem, ko ti ne rabiš imeti gole slike nekoga, pa ga v resnici lahko izsiljuješ z golo sliko njega, ne, ki je seveda, da se razumemo, ponarejena, a ne, in omogoča, da pač na nek način zoblikuje po silhueti telesa se oblikuje neka gola podoba tega telesa, ne. To velja tako za moške kot za ženske, a ne, se dela, seveda bistveno bolje dela gole fotografije žensk, a ne, zaradi tega, ker je bilo več takih slik, na katerih se je umetna inteligenca učila. In kar je treba tukaj opozoriti, a ne, ta orodja zato so prosto dostopna na internetu in za neke majhne denarje, govorim o nekaj dolarjih, od $3 dalje, lahko ti neko sliko oblečenega človeka spremeniš v sliko slečenega človeka. In zdaj, bo kdo rekel, saj ni problem, saj to vemo, da je ponarejena slika. Ni tako, ne, mislim, okej, žrtev bo vedela, da je ponarejena slika, ker ve, da taka slika njena ne obstaja. Storilec bo vedel isto, kar jo je ponaredil, a ne, da se razumemo. Kaj pa tisti, ki bodo to sliko videli, ne,
pa ni več nujno. In dejansko se bo pol zgodilo, da bojo pač žrtvo obtožili, da je pač žrtva sama tako sliko posnela, in to pa seveda pomeni potem celo tisto zgodbo, ki smo jo tudi že v enem od drugih podcastov obdelovali, ne, o tem, kakšen je pol problem, ko imaš ti mladostnika, ki v bistvu je žrtev v bistvu posnetka spolne zlorabe otroka. To dejansko je spolna zloraba otroka. In tukaj imam tudi upozoriti, mi imamo srečo, pri vsem skupaj, da je naša zakonodaja tako dobro napisana, tukaj govorimo o kazenskem zakoniku, da dejansko tudi gole posnetke mladoletnih oseb, ki jih je ustvarila umetna inteligenca, dejansko šteje za posnetke spolnih zlorab otrok in jih je s tem kaznivo posedovati in tudi ustvarjati. To zakonodaja naša vsebuje, recimo za primer, v Veliki Britaniji imajo veliko debate o tem, ker nimajo tako dobro specificirane zakonodaje, in vem, da lansko leto, leto 2024, so o tem imeli javne debate, javne razprave, kako, a je to kaznivo ali ne. Ne vem, a so že sprejeli konsens ali ne, ampak za Slovenijo vemo, da je jasno določeno. Se pravi, umetno ustvarjen posnetek, slika, videoposnetek gole mladoletne osebe je enako, kot da je gola slika mladoletne osebe. To je treba se zavedati. In seveda je to pravilno, zato ker taka podoba, umetno ustvarjena podoba enemu človeku, na katerega cilja, dejansko ga lahko spravi v zelo hudo stisko in ima potem težave. Predvsem zato, ker bo težko dokazoval, da to ni on. Ja. Mislim, dekleta so tukaj zelo pogosto žrtve tega. In tle sicer zaenkrat v tem trenutku, se pravi, govoriva tukaj, ko snemava je februar 2025, v tem trenutku še mi nismo zaznali nekih konkretnih takih primerov, da bi nekdo zlorabil umetno inteligenco in naredil tako fotografijo. Ampak v tujini se to že dogaja. In mi smo prepričani, da v Sloveniji tudi, samo preprosto nismo še zaznali. Ja. Ni še prišlo na dan. Tako. Kaj pa, če rečeva, ta prekomerna raba umetne inteligence lahko pomeni za neko avtonomijo posameznika, glede na to, da ti sistemi vsebujejo pristranskosti? Kakšen je vpliv na avtonomno odločanje človeka, če govoriva o mladih, ki vendarle pač se jim možgani še razvijajo? Ja, v bistvu umetna inteligenca, ta orodja umetne inteligence so na nek način enako zasvoljiva kot druge podobne zadeve, recimo, kar uporablja, govorim, recimo, družbeno omrežje in podobno, kar mi vidimo bistveno večjo težavo, kot je recimo zasvoljivost teh zadev, je to, da jih mladi začnejo razumeti, sprejemati kot človeškega sogovornika, kot prijatelja, kot prijateljico. In tukaj imamo pa mi zdaj eno težavo, zato ker potem se začnejo pogovarjati, zaupajo svoje osebne mogoče stiske, razmišljanja, žalost, jezo. Umetna inteligenca pa, da se razumemo, ni inteligentna. Gre za algoritem, ki deluje na osnovi obdelave ogromnih količin podatkov, ki jih je obdelal, in potem daje neke statistično ustrezne odgovore oziroma, bom rekel, kar vzdržuje besede v stavke, da so pravilni, razumljivi in da se nekako navezujejo na temo. Seveda od modela do modela je odvisen, koliko je to učinkovito, koliko je taka umetna inteligenca učinkovita, ampak vsekakor zelo dobro simulirajo človeka in pri teh psiholoških zadevah, pri čustvenih zadevah, težavah in tem, znajo svetovati. Ampak to ne pomeni, da svetujejo pravilno, samo znajo simulirati svetovanje. In zelo hitro, to so pa poskusi pokazali, ko so se pogovarjali z umetno inteligenco, začnejo dajati ali napačne nasvete v smislu, da človeka tlačijo še globje v njegovo stisko, ga mogoče namesto, da bi mu rekli, lej, treba je narediti tako pa tako, da se boš potegnil iz tega ven, ga v smislu, joj, saj si ubog, bogi si, ljudje so grdi in tako naprej. Skratka, začne ga še bolj zapirati v to njegovo žalost, depresijo ali kako temu rečemo. Skratka, ne pomaga mu, ampak ravno kontra učinki. To so poskusi pokazali. In težko
je pa nekomu, ki je v stiski, to razumeti, zato ker je odgovori, ki jih dobi napisane, so dejansko taki, kot da bi se pogovarjal s človekom. Ne? In ne razumejo, mladi sploh ne razumejo, oziroma zelo hitro pozabijo, da ne gre za človeka in mu zaupajo svoje stiske. Pole pa recimo tudi tukaj so našli, bom rekel, eno tako poslovno priložnost, ki je zelo problematična, po mojem mnenju, ne? Da so začeli ponujati virtualnega fanta ali dekle. Nimaš fanta, nimaš dekleta, super, pridi na našo stran, nekaj plače. Seveda, aplikacija. Ja, na spletu je, lahko je tudi aplikacija na telefonu, seveda si naložiš, plače nekaj evrov, nekaj dolarjev in tukaj imaš dekle, ki ti bo vedno na voljo, vedno se bo strinjala s tabo, dobil boš njene gole fotografije, sočustvovala bo s tabo, vsem se bo strinjala s tabo, nikoli ne bo slabe volje, nikoli ne bo bolna, nikoli ne bo imela težav, vedno ti bo na voljo. Skratka, daje ne samo, da gre pač za neko zadovoljevanje nekih čustvenih potreb, pri vsem skupaj daje še popolnoma napačen sporočil, kaj pomeni imeti fanta, biti s fantom ali biti z dekletom. In to ciljajo tako na moške, oziroma na fante, mladostnike, kot na ženske, oziroma dekleta. Za oboje ponujajo. In njih ne zanima, kaj se dogaja. Glavno, da ljudje uporabljajo to in da za to seveda plačujejo. Vse, vključno s slikami, dela umetna inteligenca in nekateri ponudniki ponujajo tudi, da se ti lahko s tem svojim dekletom ali fantom pogovarjaš ne preko klepeta, četa, ampak dejansko preko računalnika, videoklica oziroma preko audioklica. Tako kot se recimo midva zdajle pogovarjava. Kar strašljivo se mi zdi tole, no. Kaj pa vpliv na okolje, če se še tega dotakneva? Tudi ta je nažalost velik, delovanje umetne inteligence, recimo jezikovnih modelov, kot je ChatGPT, zahteva v bistvu ogromno količino energije. Jaz mislim, da je to eden izmed problemov, kateremu se pa tudi premalo pozornosti posveča. Ja. Umetno inteligenco se sicer slika kot nekaj super, nekaj, kar bo, mislim, dejansko nekatere ponujajo, to je stvar, ki bo rešila človeštvo. Skratka, preveč je tega pozitivnega, tudi pretiravanja pri pozitivnem, da se razumemo, vse marsikaj dobrega prinaša, absolutno, ampak veliko se pretirava, na drugi strani se pa, na eni strani se pozablja na vsa ta tveganja, ki prinaša uporabnikom, sploh mladim. Zelo velik problematičen del je pa ravno ta poraba energije, o katerem niti razvijalci ne želijo kaj veliko govoriti. Zakaj? Zato, ker tukaj gre za ekstremne vplive na okolje. Mi se moramo zavedati, da učenje umetne inteligence, izdelava teh modelov, porabi enormne količine elektrike. En podatek, ki sem ga zasledil iz ene raziskave, kjer so ocenjevali, problem je, ker proizvajalci oziroma lastniki, ustvarjalci te umetne inteligence vse to skrivajo. Ampak eno raziskavo so delali na eni univerzi in so za ChatGPT 3.0 model, ki je bil, so naračunali, da so porabili približno 1,3 gigavatne ure električne energije. To je zelo veliko. To je bilo samo učenje. Spet iz te raziskave je podatek, da ena poizvedba, tekstovna poizvedba v ChatGPT-ju porabi približno 2,9 vatne ure elektrike, za primerjavo ena poizvedba v Googlovem iskalniku ne bi 0,3 vatne ure. Okay. Tukaj se vidi ena taka velika razlika, pa v bistvu ti na koncu dobiš pravzaprav zelo podoben rezultat lahko. Pač Google ti da neko spletno stran, kjer prebereš tekst, umetna inteligenca ti pa lahko iz tiste spletne strani izcitira tekst ali pa pojasni s povzetkom. Recimo za izdelavo ene slike, recimo v DALL-E, ali pa pač te Midjourney in podobni, ki so. Z umetno inteligenco. Ja, to so modeli generativno umetne inteligence za slike, pa lahko porabi toliko energije kot polnjenje mobilnega telefona. Se pravi, tisto, ko vi v enem dnevu napolnite telefon, pa ga spraznate skozi uporabo, v enem dnevu, recimo toliko pomeni porabljanje elektrike za eno sliko, ki jo date kopilotu za narediti, ki uporablja DALL-E zadnji. Ampak zakaj porabi toliko energije? Hlajenje strežnikov, ki jih je toliko? Seveda. Na eni strani gre
nakovajih za segrevanje, zato ker je potrebna velika procesovska moč, to so zelo zahtevne operacije, in se zato porabi veliko energije. In na drugi strani, ker imamo zdaj to presežno toploto, jo je treba odvesti in se porabi potem običajno za črpanje vode, ker to so te podatkovni centri, kjer vse to teče, so običajno vodno hlajenje, in za poganjanje črpalk za vodo. Seveda pri tem se tudi v določenih se tudi porablja voda. Mogoče še za eno primerjavo, prej sem rekel, GPT 3.0 model, ko so ga trenirali, porabil 1,3 gigavatne ure električne energije. Hidroelektrarna Dobla Vena, ta podatek sem izbrskal na internetu, približno letno proizvede 150 gigavatnih ur električne energije. Se pravi, zdaj vidimo, kakšna so ta razmerja. In to je mogoče ena zadeva, ki je mi absolutno ne vidimo. Aplikacija na telefonu, naš telefon porabi relativno malo elektrike, ampak v ozadju nekje, ne vem, kjer pač ti strežniki so, se pa porabijo ogromne količine električne energije. In vsako leto je večja količina teh strežnikov in večja količina porabe. Tako. Pričakuje se, da se bo to še zelo, zelo povečalo v prihodnjih letih. Zelo hitro se bo povečalo. Torej, za zaključek, kaj pričakuješ, da bo umetna inteligenca prinesla v prihodnjih letih, zdaj, če rečeva, v življenje mladih, recimo, ali pa pač odraščajočih? Jaz ne bi bil tako zelo črnogled. Nam, mogoče odraslim, se nam zdi vse skupaj zelo, tako, kako bi rekel, katastrofično. Mogoče ima kdo kakšne ideje o kakšnih teh znanstveno-fantastičnih filmih, kjer zavlada temna, črna, zlobna. Terminator, recimo, ali pa Matrica, tudi pač neka zlobna umetna inteligenca. Jaz mislim, da umetna inteligenca je izredno velika priložnost za vse nas. Zagotovo jo bojo pa mladi znali bistveno bolje izkoristiti kot recimo mi, ki nismo z njo od mladih let. Domorodci, recimo, če smemo temu tako reči. Oni jo pač uporabljajo, se jo bojo naučili, bojo našli nove načine uporabe. In mislim, da bo njim lahko koristila, seveda bo pa treba rešiti marsikaj. Eno je, sem nazadnje omenila, ekstremno porabo električne energije, kar ima seveda negativne vplive na okolje. In pa seveda treba bo rešiti problematiko zlorabe. Ena izmed glavnih težav v tem trenutku, ki jo mi vidimo na sejfu pri umetni inteligenci, je, da dejansko ni urejeno, da bi se jo uporabljali etično. Dejansko je od vsakega posameznika odvisno, kako jo bo uporabljal, razvijalci pa večinoma rečejo, od uporabnikov je odvisno. Mi smo samo orodje dali. Seveda pri ChatGPT-ju, pa teh velikih, Gemini, pa recimo Copilot, so zelo hitro ugotovili, da uporabniki uporabljajo umetno inteligenco v neetične zadeve. To je bilo že pred parimi leti, ko so bili prvi poskusi z umetno inteligenco, ko še ni bila tako zmogljiva. Govoriva o generativni, da se razumemo, generativni umetni inteligenci. Se je izkazalo, da uporabniki bojo to izkoriščali v zle namene. No, in so začeli te etične varovalke not vgrajevati. Ampak recimo že pri slikah Stable Diffusion, ki si ga lahko vsak naloži na svoj računalnik in mu ta umetna inteligenca teče na njegovem računalniku, seveda mora biti med bolj zmogljivimi, da se razumemo, nima nobenih etičnih varovalk noter in dejansko dela slike, kakršne koli želite. Tudi take, ki jih po zakonu ne smete imeti, recimo. In to pa je problema. In prenašati to odgovornost na uporabnike se mi ne zdi fair. Ne do uporabnikov samih, ne do žrtev. Sploh, kadar gre za plačljive storitve. Veliko je takih, ki so plačljive, pa nimajo etičnih varoval zadnje. Kaj pa ta pristranskost, torej predsodki, stereotipi? Ti prvi modeli so izjemno širili tudi te vidike. A je to zdaj kaj drugače?
Ne, ni. Še vedno je, ravno pred enim tednom sva s kolegico sprobavala, ker smo potrebovali v bistvu neka gradiva za učne ure in sva probavala, te slike moških in žensk, a ne. In dejansko je še vedno velja, da izredno stereotipno prikazuje. In v bistvu po eni strani so se malce zabavala, ne, pri teh slikah, zato ker so bili taki zelo, sploh za moške, zelo hecni stereotipi, ne. Vsi moški so bili bradati, ne, vsi so imeli približno enako glavo, seveda vsi so bili mišičasti, da se razume, vitki, ne. In enako je bilo pri ženskah, a ne. Ženske so bile večinoma vse vitke, manekenskih postav, ne, še vedno nasmejane in tako dalje. Ni te diverzitete, ki velja med ljudmi, ne, eni so visoki, eni so majhni, manjši, eni so močnejši, eni so bolj vitki, bolj suhi, a ne. Skratka, vsi smo različni, a ne. Tule je pa še vedno neke take slike, recimo daje, ne, ki so zelo nek modni stereotip mogoče, kar je po svoje logično, ker spet, ne, vsa umetna inteligenca danes, oziroma večina se jo je učila na prosto dostopnih podatkih na spletu. Ja. In vemo, kaj je na spletu, ne. In recimo zanimivo je tudi to, da če malo sprobavate dejansko ženske, bolj izriše, bolj realistične so kot recimo moški, zato ker je očitno na spletu bistveno več fotografij in posnetkov žensk kot moških, ne. To je recimo ena taka zadeva. In mogoče ena stvar, ki sem jo jaz opazil, ko sem pa eno predavanje pripravljal o umetni inteligenci, mi je pa v oči padlo, ko sem delal slike z umetno inteligenco in sem dejal, da naj mi nariše slike umetne inteligence. Čisto enostavno, nariši mi sliko umetne inteligence, ne. In kaj se je izkazalo? Ne vse, ampak nekako stereotipno je ven izpadlo. Velik del slik je bil, da je to ženska podoba, se pravi nek ženski robot ali nekaj podobnega, in pa temačno. Se pravi, tudi tukaj obstaja očitno nek stereotip umetne inteligence, ki v bistvu nima povezave s stvarnostjo, če se razumemo. Da razumemo. Skratka, ja, treba se zavedati, ne, da pač umetna inteligenca se je učila na podatkih, ki smo jih ustvarjali ljudje, na spletu prevladuje določen tip podatkov, ne, če smem tako reči, in iz tega so nastali stereotipi, ki jih umetna inteligenca, ker se je pač na stereotipih učila, jih dejansko zdaj pač nam jih ponuja naprej. Ja, in jih reproducira in širi. Tako je. Ja, kako bo potekal ta razvoj, bo seveda pokazal čas, ne? Do takrat pa lahko prispevamo vsak svoj kamenček v mozaiku odgovorne in etične rabe umetne inteligence. Hvala za ta pogovor. Hvala tudi tebi za povabilo.